Pa dobro, ne zdaj to banalizirati. Ja. No. Da vse je kao, govorimo o umetnosti, ne o gradbeništvu, prenavljanju kopalnice. Malo tudi drugače. Malo tudi o gradbeništvu, ja. Večino teh del po institucijah se mi zdi, da so zelo težko konceptualne in je fajn, če mogoče prvo prebereš tekst, preden jih vidiš. Tudi se mi zdi, da je veliko tako gledalcev, ki ne prihajajo iz področja kulture, da se zato čutijo mogoče malo odtujeni od te umetniške scene, ker vedno pravijo, da nič ne razumejo. Jaz pa rad tudi ponudim, ja, da ima neko to plast, ki jo vsak razume, potem pa ima tudi še veliko globih plasti. Delanje sodobne umetnosti ali pa umetnostna zgodovina ni čist ista praksa. Ne? To je bolj svetlo, mislim, seveda so vse upirjene ena v drugo in v tla, ne? Ampak načeloma v teoriji so svetlejše od sonca. Ne? Celo, ja, 25. Če bi z bajkom šel, bi to bilo luč. Če gre z avtom? Je bi bilo pa luč. Drage poslušalke, dobrodošle v 8. epizodi 4. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes z nami v gosteh umetnik Lynn Gerkman, deluje na področju vizualne umetnosti. Pred kratkim se je vrnil iz rezidence v Franciji, v Parizu. Poleti je samostojno razstavljal v U10 Art Space v umetniškem prostoru v Beogradu z razstavo, ki je nosila naslov Below the Salt. To pomlad pa še kot del skupinske razstave Prostor s potencialom premika v Moderni galeriji. Poklepetali bomo o načinu njegovega dela, o zbiranju in iskanju različnih predmetov, metodi dela in snovanju projektov, torej raziskovanje in obravnave zgodb, ki trajajo že nekaj let, o obravnavanih prostorih, rudnikih soli oziroma o nerudnikih soli, asfaltu, lokalni zgodovini na obdobju prehoda, o pojmu sacred waste, torej svetem odpadu, tehnološkim pristopom, preferiranemu mediju, hrambi umetniških del, potencialni prodaji, planom za prihodnost, fotografiji, zinih, izkušnjah v tujini in podobno. Poslušate Kritiški posladek, posedek, to je podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture, včasih tudi zelo random in x umetnosti. Vse omenjene faktološke stvari bomo polinkali v opis. Če vam je všeč podcast, nam lahko please na Buy Me Coffee donirate kavo, ker čeprav nam je cool in delamo to za džabe, smo odvisni od kofeina in sugar spikeov. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Pozdravljen, Lynn. Živjo, hvala za povabilo. A imaš v redu zdaj ta mikrofon? To mi pa ti povej. Mislim, slišiš se, ok, boš zmogel tako držati se. Ja, mislim, da bo v redu. Okay. Zdaj, če malo na hitro obnovimo, tvoje delo zaznamuje raziskovanje zapuščenih krajev in zbiranje starih pozabljenih predmetov, vernakularne fotografije. Zanimajo te kraji, prostori, ki so nekoč služili nečemu drugemu, pogosto nekim gospodarskim, industrijskim obratom, državnim projektom, ki so predstavljali nek napredek in razvoj, delo, danes pa so propadli ali pa delujejo v manjšem obsegu in v skladu z zasebnimi interesi. Rad zbiraš, arhiviraš, fotografiraš, praktično hordaš vse te odzvene preteklosti, osebne predmete in arhive, industrijsko izdelane predmete, ki nastopajo kot nek materialni ostank časa, infrastrukture in ideologije, kjer ima prostor tudi intenziven predplet z osebnimi zgodbami in lastno avtorsko poetiko. Zdaj, če se spomnimo kakšnih tvojih bolj odmevnih razstav, si v bistvu pred oči nekako prikličemo prostorske postavitve, kjer najdemo vse te poprej omenjene projekte v kombinacijah s tvojo avtorsko fotko, ponovadi nekih prostorov in pa predmete, naprimer ročno vlite kolenske ščitnike zdaj v Beogradu. Kot nekakšen uvod v tvojo umetniško prakso, povej nam, kako se je vse to skupaj začelo, kaj to tvoje zbirateljstvo vključuje in to zanimanje za mogoče bolj specifično vernakularno fotografijo. Kako se je začela ta saga zbiranja, pa bomo pa šli še na konkretnejše projekte? Ja, se mi zdi, da sem vedno imel neko
tako naravno tendenco k temu, da zbiram razne stvari, ki jih najdem, ampak sem potem k sreči nekako uspel usmeriti to v dost ozka področja, tako da mi ostane nek prostor za živeti, da ne postanem horder, ne. Ampak kako sem pa se začel v bistvu zanimati za te stvari? Se pravi, začel se je tako, da ko sem se začel ukvarjati s fotografijo, tako bolj ljubiteljsko, ne, sem naredil to, kar mislim, da večina amaterskih fotografov, začetnikov naredi, ne, in sem šel raziskovati ene izmed najbližjih zapuščenih stavb blizu svojega doma, ne. In potem sem pač, to je bil nek kamnolom tam na robu mesta in parkrat sem obiskal ta kraj in sem začel malo bolj raziskovati in sem ugotovil, da ima to neko zanimivo zgodovino in sem tudi tam na lokaciji sem v bistvu našel neke objekte, neke osebne predmete, nekih ljudi, ki so tam delali pred, mogoče 50 leti. In to mi je nekako vzbudil pozornost, da sem začel stvar raziskovati bolj nekako metodično ali nekako bolj resno, recimo. Potem sem pa pač tudi začel raziskovati v arhivu, ne, pač v mestnem pa državnem arhivu in tako naprej. Ja. Govorimo to zdaj o temu prostoru, kjer se je potem razvil projekt Prvi sneg. Ja, recimo, ja. Mislim, to govorjenje o projektih je v bistvu malo, mi ni toliko blizu, še posebej v tem primeru, ker to je na tej točki eno moje ful obsežno in dolgoletno zanimanje, ne. V bistvu se mi zdi, da presega to idejo o projektih, ampak vedno smo pa prisiljeni govoriti o projektih, ko pač se prijavljaš za neke razstave ali pa razpise ali pa karkoli, no. Ampak to, da je vse treba nekako omejiti v projekte pa fotografske serije ali pa tako naprej, mi ni toliko blizu v bistvu, no. Se probam nekako osvoboditi od tega, recimo razstava, ja, Prvi sneg. Na nek način se predmeti pa neke stvari iz tega, ta Prvi sneg, se potem stvari nekako znova in znova pojavljajo, ne? In zdaj za nekoga, ki bi to hotel malo poenostaviti, bi rekel, ja, to je v bistvu še vse izvira iz tega projekta Prvi sneg, ne? V bistvu vsaj tako si jaz na hitro razlagam, ko pač vidim ene stvari, ko sem jih videla že v Fotonu, pa jih vidim potem v Midasu, pa potem naprej še kje, pa sem tako, to nekako se še zmer navezuje na nek način, je ongoing in tako naprej, ne. Je pa res, da je to zanimiv aspekt tega, da smo mi podvrženi temu pritisku, da to jaz avtomatsko zdaj nekako klasificiram v ta prvi projekt, ne. Ok, imaš na neki strani zbiranje predmetov, ki se lahko začne ljubiteljsko pa preraste v profesionalno, ampak nekaj drugega je pa pol odločiti se zaštartati projekt pa narediti razstavo iz tega, ne. Zbiranje z mislijo v ozadju, da bo to mogoče razstavljeno nekje v drugem konceptu ali pa v nekem drugem prostoru na nek drugačen način. A razmišljaš o tem, ko zdaj kompulzivno zbiraš vse te stvari ali ne? Kaj si hotel? Jaz sem hotel samo še dodati, kakor je prej Lin začel, ne bi rad, da me popravi, no, oziroma da pove, kako je bilo to. To tvoje začetno zbiranje, to prvo srečanje s tem kamnolomom in to raziskovanje, ja, to nekako je bilo pred tem, ampak je tudi to zbiranje teh predmetov, v bistvu, zdaj, se je to zbiranje začelo z zavedanjem, da boš ti to nekaj iz tega naredil, ali si ti začel zbirati, ker te je pač interesiralo in si hotel vedeti več o tem prostoru. To nisem čisto dobro razumel z tvojega uvoda, a si se samo zainteresiral za prostor in potem začel zbirati, ali si že v bistvu spotoma začel zbirati stvari. Čisto tako izven konteksta, da bi bilo nekaj treba iz tega narediti. Ja, ne, na začetku, ko sem se začel zanimati za pač umetnost ali pa pač začel sem bolj s fotografijo, ne, sem bil toliko nekako navdušen nad tem medijem, da sem sam hodil na te kraje in fotografiral in zbiral čist iz neke fascinacije, ne, nisem pač nad medijem, tako naprej, nisem razmišljal, kaj bo to
nastalo potem. Pol seveda, ko sem se toliko časa s tem ukvarjal, toliko časa sem posvečal pač ustvarjanju, da mi je pač se zdel fajn, da bi to razstavil kje in takrat pa potem pride do tega, ja, da moraš stvar zapakirati kot projekt ali pa kot serijo ali pa pač narediti potem nek edit teh fotografij in predmetov in jih v neko bolj koherentno celoto dati. Zdaj na tej točki pa mislim, da ja, da že ko prvič raziskujem na neki lokaciji ali pa ko kupujem neke rabljene stvari ali pa karkoli, že takoj razmišljam, ja, v bistvu me te objekti sami že dosti navdihnejo včasih. Torej se tudi že prej zbiral predmete, preden si... Ker ja, razumem za fotografijo, mi čisto jasno za predmete, pa ne vem, kdaj so nastopili v ta zbirateljski proces. Pa mislim, da sem vedno že kot otrok bil mal tak zbiratelj, ne? Samo si ne želim, da bi postal prav hoarder, tako da sem se zdaj omejil na neke zelo specifične kategorije, ne? Recimo zbiram te vernakularne fotografije tudi iz bivših sejmov, recimo včeraj sem v Trstu kupil neke kar zanimive stvari. Ja, no, par tako zelo specifičnih kategorij imam, pa probam ne zdaj kar vsega poprek zbirati. Povej, kaj še poleg fotografije? Asfaltni, kaj so testni. Ja, okej, ja, sem te vzorci asfalta, ki so bili razstavljeni kot ena manjša postavitev v Moderni galeriji, pa potem kot malo večja v Beogradu, so tako, mislim, da to je nekaj, kar bi težko jaz se odločil, da bom to nabral, ne. Pa če sem nekje naletel na to in me je zelo navdušil in sem pač potem to uspel dobiti. Ampak ja, povemo kaj več o tem delu ali... Ne, saj bomo, sem jaz bi rada mogoče, da malo sam establishamo ta način delovanja skozi zbirateljstvo, ne? Ker to v bistvu na koncu v zadnjem času je sestavni del tvojih razstav. Ampak ne vem zdaj, če je to vprašanje, ampak objekti ali kakorkoli, no, pač te stvari, ki jih zbiram, vedno pridejo one prvo in jih potem jaz prepoznam kot zelo zanimive in jih potem vzamem, ne, in rekontekstualiziram. Nikakor, da bi jaz iskal. Vem, ko vidim, ne, vem, kaj mi je zanimivo. Ne vem že vnaprej. A bi lahko pisal, kaj je ta že nasekova zanimivost, kaj te najbolj privlači? Škala, jaz imam prav eno idejo. Dajmo je tako, mogoče zdaj, kakšen zadnji Bolšjak, ki si bil, ne? Kaj te je vse pretegnilo? Kaj se kaj tako spomniš, kaj greš na Bolšjak ali pa recimo, kot si bil zdaj v Trstu? On, ko gre na Bolšjak, mora stran gledati, ker drugač Ne, imam zelo natančen filter, se to se hitro zgodi, ker si pač, ko veš, kaj iščeš, pol sam. Ta ljubljanski je kar obsežen, ne, tam na Stanežičah. Če hočeš vse pregledati, ti kar vzame kakšne 2 ure minimalno. Ampak kaj je to, ne vem zdaj, da bi prav povedal, kaj je, kakšne lastnosti mora imeti, ampak recimo te asfaltni vzorci se mi zdi, da so zelo dober primer tega, da je pač nek predmet, ki je zelo nekako nabit s pomenom, kot da lahko mogoče na tem specifičnem primeru, kot da splošno, da bi neke lastnosti, ki jih vse združujejo, ne vem, ampak se mi pa zdi, da je tudi ta pristop, da je nekako izhaja iz tega, da sem pač začel kot s fotografijo, ne, ker se mi zdi, da v bistvu nekako isto vzemaš neke podobe ali pa iz sveta, ne, enako pač s temi objekti, jih pač prepoznam v svetu, jih pač ne izdelam iz gline ali neki svojimi rokami iz nič, ne, pač vzamem in pač dam v nov kontekst in jih mogoče preoblikujem. To se mi zdi, da je nekako, tudi zdaj, ko sem imel to razstavo, ki je nekako prva brez nekih slik ali pa fotografij, da je še vedno to lastnost ima, ne. To je ta v Beogradu. Ja. Mogoče lahko gremo na to razstavo, ko imava midva z Jernejem kar ene par vprašanj. Predvsem eno veliko vprašanje. No, ampak zasoljeno vprašanje, ne. No. Ampak v glavnem, to je bilo v bistvu zdaj pred kratkim ta razstava v Beogradu. Naslov razstave je bilo Below the Salt, a je original naslov bil v angleščini. Ja. To je šlo za razstavo, ki se je nahajala v U10 Art Spaceu, torej temu prostoru v Beogradu. Tekst je napisala Valerija Intihar
in je v bistvu trajal v času junija, no, čez junij je bilo to možno zavideti. Torej, samostojna razstava, v bistvu tako kot neka prostorska immersive vibe instalacija. Zdaj jaz tega nisem videla v živo, jaz sem to videla samo pač preko fotografij pa teh videov, ki si mi jih poslal. Pa mogoče, dajmo se malo o tej razstavi pogovarjati. Povemo mogoče par elementov. Tej asfaltni primeri so bili, ne? Potem imaš tiste, na enem prostoru so imeli postavljene te cestne luči, no? Ki so bile postavljene v novo asemblažo, ena na drugi, ne? To so te oranžne, prav starinske. V bistvu skulptura je skulptura ki je narejena iz ampak teh. svetijo še vedno z originalnim svetili ali? Ja, originalne natrijeve svetilke to, so, ja. V bistvu cestne svetilke niso toliko spet stare, te se še vedno uporabljajo. Zdaj, mislim, da se pospešeno menjajo. Menjajo se z LED, ja, čeprav so te natrijeve so bolj nekako prijetne, ne, pa mogoče celo malo bolj energijsko učinkovite, ampak so pač čisto rumene. Ne. Če sem prav videl še nek video, zdaj ne vem, sta ne samo ena projekcija ali jih je več. Ena projekcija nekega posnetka iz kot nekih robov, to mi ni bilo čisto jasno, kaj je. Ja, to je v bistvu pregled kanalizacijske cevi. To je nek star posnetek iz arhiva enega podjetja, gradbenega, inšpekcija, ali pregled stanja kanalizacijskih cevi. Bolje še nekaj predmetov po prostoru, ne spomnim se točno, kaj so bile še neki. To so pa te, ki sem prej omenila, kakor ščitniki za kolena, ki jih je Lin sam šel ulivati. V bistvu je 6 parov teh ščitnikov za delo na kolenih, ne, ki se uporabljajo v gradbeništvu. V bistvu so nekako odliti v aluminiju, odlitki v pesku so in so nekako malo so modificirani, da ima neko tako skulpturalno obliko, ki se mi zdi, da je malo ambiguous. Ne, pa lahko povemo o njih. Ali pa tudi ne, no, v bistvu se ni treba. Zdaj si pa ti na zadnje ulival. Jaz sem hotel samo narediti pregled razstave, toliko da vemo, kaj je bilo vse tam, pa gremo lahko pokos. Ostaja potem v bistvu še ta sok, ki je bila čez cel prostor, kot sem razumel, in celotna razstava je bila v tej rumenem siju. Ja, v bistvu celoten prostor je bil osvetljen z temi natrijevimi cestnimi svetilkami. Eno, kakor svetlobno telo je ta skulptura, ki je bila narejena iz, mislim, da 13 teh svetilk. Potem je pa še na drugem koncu tega precej velikega prostora je pa pač še ena ta svetilka, v bistvu enaka, samo pač notranjost ene izmed teh svetilk. Ker si prej vprašal, se mi je zdelo zelo pomembno, da so originalne te natrijeve svetilke. Ne? Lahko bi to naredil recimo z nekimi bistveno manj energijsko potratnimi ledicami, ne? Ampak se mi je zdelo pomembno, da so te, ker point je, da so v bistvu to so rabljene svetilke, ne? In pač vsaka ta žarnica ima drugo stopnjo obrabljenosti, zato je barva minimalno drugačna, ne? Pač nekaj subtilne razlike obstajajo. Potem tudi, ko se prižiga ta skulptura, se počasi segrevajo te svetilke, začne s tako zelo temno modro, potem se pa v tako zelo svetlo oranžno s časom spremeni. Tudi te svetilke imajo nek zelo prijetno tako brnijo in pač oddajo malo toplote. Pač zelo je, ta cela razstava je taka čutna izkušnja, ne? Tudi po tleh je, po celi galeriji je ta cestna sol, ki se malo strdi, ne? In potem pač, ko hodiš gor, ustvarja nek zvok. Kje pa si dobil te luči? Kupil sem jih na Bolhi. Pač nekje so jih dajali stran, pa jih je nekdo, mislim, da dobil za ston in jih je potem se odločil, da jih ne bo uporabil in jih je prodal. Potem sem jih pa pač predelal v to skulpturo. Dost veliko dela je bilo za to, kakor s popravljanjem njih in tako naprej. Kako si pa sploh naletel na njih? Ja, to je pa... Si iskal take luči? Mogoče je to hobi. Ne, mislim, a si iskal te take luči? Ja, iskal sem natrijeve luči. Si že vedel, da iščeš? Že dolg, ja. Jaz bi imela doma take luči, veš, koliko so nice, ali pa kakor tista skulptura izgleda. Veš, koliko je to svetlo. Ta moja skulptura s temi, ne vem, koliko jih je,
12, mislim da, ali 13 luči. To je bolj svetlo, mislim, seveda so vse upirjene ena v drugo in v tla, ne? Ampak načeloma v teoriji so svetlejše od sonca, ne? To je, vsaka izmed teh luči ima 250 vatov, v bistvu nekje doma ni fajn, da bi vse vštekel v en vtičnico, 16 ampersko, je boljš razdeliti, ker je toliko velik porabnik to. Zdaj ne spomnim se točno, koliko ima lumno vsaka, ampak to je ogromno, ne, se pač vidite, na cesti so po ena, ne, tukaj jih je pa 13 na kupu. Ne vem, koliko 10 metrov, ne, ponavadi. Verjetno bolj Več. par 25. 10, ja, ne vem, 25 najbrž, ja, kaj tazga. Med 10 in 25 najbrž, ja. Ne vem, na koliko so 10 se narazen mi zdi oči. ful malo. 10, 15, ja, mogoče imaš prav, celo, ja, Če bi 25. z bajkom šel, bi to bilo luč. Če gre z avtom? Ja, bi bilo pa luč. No, ampak tako spominja me na nekaj, kar bi imel tako v turški savni na sredini. Manjka ti še klorova luč pol. To pa ne poznam. Ne vem, obstaja, ampak tako, če že imaš natrijevo luč, pa sol, to je bilo kar kul. Prosti, to je tak mini moment bil. Ti si me zdaj. Luč. Zdaj smo naredili nek side quest, lahko se vrnemo. Ja, mi smo kao hoteli opisati, kaj to razstavo. Prlumni smo ostali. Ampak sem pa rekel, da moraš nekaj premisliti. Ampak nismo, mislim, da že uspeli še niti tega. Nekaj to premikati, ko sem mislil. A opišemo to razstavo od začetka, malo bolj jedrnato. Daj opiš, kako bi jo ti opisal? Ne čist kako zgleda, ne? Ja, ogromen prostor po tleh, je po celem prostoru na tleh groba asfaltska solza asfalt, potem imamo te ščitnike ulite, tu pa tam po tleh, potem imamo dva sklopa teh luči. Dobro, ne zdaj to banalizirati. Ja, no. Kako pa bi jedrnato ti to opisal? Tako kot ti, ja, sam tako. Sam bolj počas. Dej povej tako, da vse nekako govorimo o umetnosti, ne o pač, ne vem, gradbeništvu, prenavljanju kopalnice. Malo tudi drugačno. Malo tudi o gradbeništvu, ja. Take sežeti opisi razstav so kar pogosti, ko se pogovarjamo med sabo. Ja, ok, pač zdaj to, ker je verbalno, ja, če bi jaz to ne mogla napisati, bi seveda uporabila boljše in lepše besede. Ampak, ko se mi pogovarjamo kot kritika med sabo, recimo, se večkrat tako. Ja, mislim, ok, jaz verjamem, da ta moj jedrnat banaliziran opis ne opiše čutnosti razstave. Ja, ki je sicer zdaj midva nisva doživela, ne? Jaz sem jo podoživljala skozi fotke in meni je zgledalo pač full fucking lepo, ne? Predvidevam, da skupaj s tem brnenjem, pa zdaj ne vem, je video tudi imel zvok zraven? Ne, video ni imel zvoka, ker sem hotel, da pride do izraza ta zvok brnenja teh svetilk in pač hoje po soli, ne? To je precej tiho. Ampak ja, se pravi, celotna tla te galerije so bila pokrita z cestno soljo, ne? Ki se posipa po zimi za preprečevanje poledice. In potem so bili nekako posejani v to sol različni objekti, večinoma te jedrni vzorci, ki so izrezani iz asfalta na cesti, potem ko ga položijo, ne. Potem so bili jedrni vzorci, ki so nastali verjetno pri ali pa pred gradnjo mosta na Adi v Beogradu, in pa te objekti, aluminijasti objekti, ki sem jih naredil z vlivanjem v pesek. Torej te vrtine, ki si jih dobil z Ade, to je en lokalni element. Ja, to je v bistvu edini ali bo še kakšen? Ja, lahko bi rekel, da je ta sol srbska, ne, proizvedena v Srbiji, ki ga je pač v bistvu doniralo eno lokalno podjetje ali pa posodilo. To je lokalni element, ne. V bistvu Srbija mislim, da proizvede 1-2krat toliko soli kot Slovenija, kar verjetno spet ni toliko veliko, ampak imajo neko proizvodno. Ok, zdaj pa mogoče, da gremo na ta cel razlog, zakaj so kakšne stvari tam. Razumem, da so se določene stvari prenesle, razumem tudi ta video zaradi tvojega preteklega zanimanja in razumem tudi pač te luči in željo, da narediš neko tako čutno izkušnjo. Ostaneta mi pa dve večje vprašanje. Eno je glede teh ščitnikov, ki mi je mogoče lažje razumeti, zato ker se dosti ukvarjaš tudi z gradbeno industrijo in z vsem tem. In drugo je sol. In sol je skoraj nosilka razstave zaradi naslova. Kako so ta dva elementa pravzaprav prišla v razstavo
in kaj je njuno nekako mesto v razstavi. Se pravi, te ščitniki so aluminijasti odlitki nekih ščitnikov, ki so primarno v peni, so narejeni za delo na kolenih v gradbeništvu in podobno. V bistvu se mi je zdelo, da je zelo tak, da ima zelo močno simbolno vrednost ta ščitnik, ali pa to klečanje pri delu. Oziroma naslov razstave Below the Salt pride od nekega idioma v angleškem jeziku, ki nekako govori o ljudeh, ki so nižjega socialnega statusa kot tisti, ki so pač nad soljo. To pride, mislim, da iz nekega načina, kako so posedali ljudi za mizo ali nekaj tasga. Ampak zelo mi je zanimiva sol nasploh, ker ima v človeških družbah vedno, mislim, že verjetno od začetka časa ima zelo pomembno vlogo in cel kup nekih pregovorov in rekov je pač uporablja to kot sredstvo, ne, podobno kot recimo kruh ali pa zlato. Vedno se pojavlja neka sol, recimo sol na rane ali pa recimo ta beseda salary pride od tega, ki so včasih plačevali, mislim, da rimske vojake s soljo in tako naprej. Pač skozi celo zgodovino je sol ima zelo pomembno vlogo in tudi mislim, da se v več družbah uporablja kot neke vrste oblike plačila ali pa valute. Zato ta element, poleg tega, da je pač sol za posipanje cest in mene zanima infrastruktura in gradbeništvo nasploh in pač njegova vloga v ekonomski tranziciji tukaj v državah bivše Jugoslavije recimo ali pa širše. Se je kar pomenljivo, ne, da sol, ki je bila nek simbol razslojenosti družbe med bogatimi in revnimi recimo, ne, kot si rekel iz tega idioma, da je zdaj kar naenkrat pa stvar, ki jo mečemo na ceste, zato da, ne vem, lahko ljudje, ki morajo delati, pridejo v službo. Ja, mislim. Zato, da se lahko ta cikel izkoriščanja nadaljuje. Tudi zelo zanimivo je tako, če čisto mogoče malo banalno, ampak koliko je različnih kvalitet soli. Imaš to najcenejšo sol, ne, za navadne smrtnike, ki je pač nekaj najcenejšega, kar lahko kupiš v trgovini. Potem imaš pa tudi sol, ki je, ne vem, iz Himalaje ali pa, ne vem, neka posebna kristalna oblika morske soli, ki je pa nekaj najdražjega. Ne. Solni cvet. Ne, veliko dražje, ne vem, imaš sol, ki je recimo 40 evrov kila za pač sol, ne, za solato. Sol za solato. No, ne za solato, no, pač za dokončati jedi. Za steak. Dimljena sol, recimo. Recimo, ja. Meni te ščitnike potem zelo pašejo na to sol, ne? Če je ta sol nek moment te razslojenosti, ne? In govorimo o temu in zdaj tudi govorimo o posipani cesti za soljo in delovskih pogojih. Na koncu dneva so delavci tisti, ki bojo klečali. Ne? Malo spominja tudi na klečanje na koruzi, recimo. Ne? Ja, mislim, ne, to nisem pa mislil, ampak ja, to je nekako... Ker nagovarja, kakor da bi mogel nekdo zdaj zaradi nekega razloga, zdaj se postavimo neko fiktivno sceno, ki si jo ti naredil, ne vem, recimo, da bi mogel nekdo popravljati ravno kar posoljene ceste, ne, porabi ščitnike, zato da ga ne bojo bolele koleno, tiste soli in tako dalje. Ja, no, mislim, ni bilo mišljeno, da bi ta razstava bila zdaj kot nek prizor, neke predstave, ne? Ampak te ščitniki v bistvu tam izgledajo kot da bi bili tam pozabljeni ali pa malo tako spominja na neko arheologijo. In tudi te ščitniki so uliti v pesek in so v bistvu precej groba je obdelava in sem tudi pustil neke te znake izdelave, procesa izdelave, in sem jih namenoma pustil dosti grobe, tako da zgleda, tudi ta oblika je nejasna, malo nedefinirano čist, kaj to je sploh, ta objekt je precej tako preprost. Tako kot eni pol izdelki ima zgleda, no? In zato se mi zdi, da nekako funkcionira, mislim, da kot da bi jih nekdo odvrgel ali pa pozabil tam. Ampak Kar zanimiv aspekt tega je bil, ko sva z Jernejem pač gledala to razstavo, ne, je Jernej mene spraševal, ne, ok, a zdaj je ta video povezan z nekim rudnikom in ta sol, a je to
rudnik soli, ne, až da bi bilo kao vse povezano. Ne? In pol zato nama na koncu ni bilo jasno zdaj, odkje je ta sol. Pa sem jaz bila tako, ja, to smo spet pri asfaltnih stezah, ne, v bistvu ne, treba je sol posipati, pa imaš spet prvi sneg, pa to ne, ko so oni delavci na zid pisali, kdaj je bil prvi in je v bistvu full circle. Ta tvoj komentar, ki si ga takrat v zaodrju rekla, glede tega, da je ta sol zato, ker je zapadel ta prvi sneg, je bil ful dober. V bistvu, ja, ampak to sem jaz malo gibala. Ja, ampak je bil ful zanimiva povezava, ki se je zgodila, tudi če je nezavedna. To je v bistvu pol na nek način še zmera, veš, baby nadaljevanje, neke ideje, neke zgodbe, nekega vibe, občutka, atmosfere, ki se pač vije že od Absolutno, leta 15 naprej, ne? Meni se mi zdi to vse blazno povezano in vse ista stvar. Mislim, vse so asfaltni vzorci iz ceste, sol za posipanje cest, ščitniki, ki so pač uporabljajo v gradbeništvu, ne? In luči, ki so cestne luči. Ne vem, meni se zdi to vse v bistvu iz istega prostora. Ampak kaj se ti zdi recimo to pomembno za obiskovalca, da skuži to kontinuiteto? Kaj, če se mi zdi pomembno? Da obiskovalec razstave, naprimer te v Beogradu, skuži to kontinuiteto. Pač ker recimo za nekoga, recimo jaz, če ne bi že na večjih mestih prebrala, da so to te asfaltni vzorci, ne, jaz pač ne bi vedela, recimo, kaj je to ali pa kam paše. Ne? In pol, če imaš recimo neko obrazstavno besedilo, ki je malo bolj poetično, pa ne razlaga vsakega elementa posebej, kaj to je, pa iz kje prihaja, pa zakaj je umeščeno na razstavo, je v bistvu to sam nek vizualen element, ne? Ki funkcionira pol skupaj z ostalimi elementi kot neka celota. A se ti zdi pomembno, da nekdo, ki pride na tvojo razstavo, razume in vidi in skuži to kontinuiteto in to zgodbo tega asfalta in tega. A ti bi bilo ok, če bi prišel nekdo na to razstavo v Beograd, pa bil sem tako, wow, kako cool, brez da pozna tvoje prejšnje delo, da so te vzorci asfaltni bližje poprej, da se to v bistvu tako kot neka sestavljanka nadgrajuje oziroma da se pač vije v neko spiralo nekam. Ti je to ok, če samostojno stoji? Ja, absolutno. Moj cilj je vedno to, da recimo jaz zelo veliko časa in energije vlagam v raziskovanje teh stvari, teh lokacij ali pa v arhivih, tudi nekih velikih dokumentov berem o branju teh podjetij in zelo me stvari zanimajo v detajle, ampak se mi zdi zelo pomembno, da so moja dela na koncu, da imajo tudi to komponento, to nekak prvo plast, ki je zelo vizualna in ki je zelo dostopna in na nek način impresivna in nekako tudi deluje, upam, da nekako emocionalno na gledalca in ga potem spodbudi, da mogoče prebere tekst ali pa se malo bolj pozanima o dejanskem ozadju teh dela, ne? Ker tukaj se mi zdi, da v tem našem okolju, v tej regiji, da je v navadi bolj, da večino teh del po institucijah se mi zdi, da so zelo težko konceptualne in je fajn, če mogoče prvo prebereš tekst, preden jih vidiš. Tudi se mi zdi, da je veliko tako gledalcev, ki ne prihajajo iz področja kulture, da se zato čutijo mogoče malo odtujeni od te umetniške scene, ker vedno pravijo, da nič ne razumejo. Jaz pa rad tudi ponudim, ja, da ima neko to plast, ki jo vsak razume, potem pa ima tudi še veliko globih plasti in mislim, da so dosti kompleksna ta dela, če pač nas zanima, no. Ta razstava zdaj je bila najbolj ambientalna in tako estetsko dovršena in intenzivna do zdaj. Se strinjaš? Če ne drugega zaradi teh luči pa soli, obvesli. Ja, sej ravno to je bil moj razmislek nekako, da grem bolj daleč od te neke dokumentarnega pristopa, ne, pa nekih fotografij, pa nekega razlaganja in tako naprej, da v bistvu ne rabi biti vse tako ponujeno, no. Prioriteta mi je
umetniška izkušnja, ne pa zgodovinska razstava. A ti gre pol na živce, če te tako, recimo jaz, za vsak element sprašujem, kaj pa je to, iz česa pa je to, kje si pa to dobil, zakaj pa si se za to odločil? Ne gre mi na živce, samo žal pač nisi mogla videti te razstave v živo, ne? Ja, ampak sej tudi, recimo, sem videla v živo zdaj, recimo, prvi intenzivnejši stik, recimo v Fotonu prvi sneg, pa me je vsem zanimalo, ne, kaj je ta mala fotka, kaj so te lisice, kaj je ta hiška, kaj je ta fotka, zakaj je ta fotka pomembna, a ne, in za eno fotko je bilo 5 minut tvojega govorjenja o tem, ne, kako si ti raziskoval ta prostor, zakaj se ti je ta del stene zdel pomemben, zakaj si jo fotkal, zakaj je na največja sprinta na razstavi, zakaj je pomembna, zakaj v bistvu nosi razstava naslov po tej fotki, bla, bla, bla. Ampak se mi zdi, da je velika razlika med tem, da se mi zdi, da kakšni avtorji kdaj na podoben način koncipirajo svoje projekte in razstave, ampak jim gre pol malo na jetra, če jih pol nekdo, namesto da bi sam užival doživel to umetniško izkušnjo razstave, da ga pol se umetnika maltretira za vsak umeščen element na razstavo, ki je pač zelo specifično in natančno tja bil postavljen, mogoče celo izdelan za to razstavo, da se ga pol sprašuje, zakaj pa to, kaj pa to, odkje pa to, kje si pa to zvedel, kje si to kupil, koliko keša si dal za to, kako si to ulival, a ti znaš ulivati in take stvari, ne. Sej sam tako me zanima, kakšni ful hočejo razlagati, pa jim je to cool, kakšni ful nočijo, kakšni mi je pa cool, pa brajš ne bi, ne vem, tako se mi zdi. Pri tebi nikoli ne vem, ko vsakič zgledaš, da te maltretiram. Ja, mislim, ne vem, nisem vedel, da tako zgleda. Ampak se mi zdi, da smo pogosto preveč obremenjeni z to interpretacijo razstav ali pa umetniških del, da jaz tudi nerad govorim o tem, kaj pomeni ali pa da interpretiram svoja dela za druge. Z veseljem povem kakorkoli anekdot ali pa, ki jih imam res veliko, z vsakim delom in kako je kaj narejeno in tako naprej, če koga zanima. Ampak prav, da bi pa govoril, kaj neko delo pomeni na razstavi, pa se mi ne zdi produktivno. No? Pač razstava ali pa pač karkoli, skulptura, fotografija je pač medij, ki komunicira. Mislim, ni point, da pol jaz zraven govorim, kaj gledamo. Ali pa jasno, umetnik ali avtor. Že, ki si omenila to spraševanje glede detajlov in stvari in umeščenosti in vsega tega. Mene še vedno ful zanima v bistvu, kako so te ščitniki nastali, ker se mi zdi, da je to en proces, ki je lahko zanimiv za poslušalce. Na Instagramu imaš video. Ja, bi bilo fajn, da se malo razloži, kako to izgleda, kaj je. Jaz sem že presostavil enkrat pri ulivanju aluminija, ampak ne vem pa, če je bil ta postopek enak. A si to sam delal, a si imel kakšnega tehnika? Ne, to sem sodeloval z livarjem, to v bistvu kot neko tovarno, ulivanje v pesek. Kako ste naredili kalup kot prvo? Ste vzeli tisti ščitnik in iz ščitnika naredili? Ali? V bistvu, jaz sem vzel ta ščitnik, kupil sem ga, potem sem ga mal predelil, neke elemente sem odstranil. Potem je ta ščitnik bil uporabljen kot pozitiv in pač v bistvu za ulivanje v pesek. Pri tem, ker je ščitnik iz nekega mehkega materiala, je prišlo do nekih deformacij in potem sem jaz ta pozitiv, ta kakor, ne vem, številka 0, ta kos sem popravil. Prvi ulitek. Ja, ni prvi, ta bo kasneje je služil kot model za druge. Tako da tega sem jaz nekako popravil, malo obdelal, bolj fino in pač naredil neke spremembe in potem ta je služil kot model za ulivanje ostalih 12. Je pa tukaj v bistvu veliko ročnega dela, tako da je pri izdelavi teh kalupov za take majhne serije in tudi proces je nekako bolj nizkocenoven in bolj grob. To je dvodelni kalup? Ja, to je dvodelni iz peska. Ja, tako da pač pride vedno do nekih manjših deformacij, tako da je vsak je malo drugačen in potem tudi je dosti ročnega dela na koncu, ko se to brusi.
ampak ja, sem se pač odločil, da pustim vse te znake, mislim, na teh skulpturah, da jih ne. Da se pozna, da so bili vlivani, no. Ja, nekako, da se ta grobost mislim, ostane. vsaka faza procesa se kar opazi dosti. Ja. In tudi potem, ko so bili te objekti pač nekako posejani po tej soli, in so tam stali en mesec, so tudi nekako kemično reagirali s tem, ne vem, soljo ali s kisikom, ne vem točno, ampak v glavnem neke take lise so nastale, ki sem tudi jih potem v bistvu pustil, nisem očistil tega dol. In tako naprej, tudi pri ulivanju zaradi teh visokih temperatur nastanejo neke take sledi barvaste na kovini, tako je zlato, na srebrnem aluminiju. In sem tudi vse to pustil, nekako, da se vidi cel proces na končni skulpturi. In pač zdaj, ko bojo razstavljene nekje drugje spet, bo spet verjetno mogoče tudi od pota na roki, ko pač rokujemo s tem pri postavljanju in pospravljanju tako naprej, se te otisi malo poznajo in s časoma oksidira in neke take stvari. Kakšen status dobijo zdaj te kosi, teh 12 odlitkov, ker glede na to, da delaš dosti z najdenimi predmeti, ki so lahko neke vrste arhivski kosi in je to in edino drugo pač medij, v katerem delaš pravzaprav, tako da bi res delal nekaj iz nule, fotografija. Kam paše zdaj to? A gre to v del arhiva in so to zdaj del tvojega nekega izraznega jezika, ali jih vidiš bolj kot umetniška dela, zato ker se pač toliko mogo z njimi delati? Mislim, jaz vsa ta vidim kot svoja avtorska dela. To, tudi te najdene slike, ki jih nekako apropriiram, niso nič kot neka slika v nekem spletnem arhivu, ki nihče nikoli ne pogleda, ali pa v arhivu nekega velikega podjetja, ki tudi se mi zdi, da mogoče prvič jaz gledam te stvari. Se mi zdi, da je tukaj kot avtor, ki jo pač vzamem in nekako malo spremenim, retuširam karkoli in potem naredim neko umetniško delo, da je v bistvu to, jaz to razumem na tej točki kot moje delo, ker je popolnoma drugačno naravoma kot tam, ki leži v arhivu. Saj nisem čisto tako mislil sem bolj iz vedika, recimo zdaj te asfaltni vzorci se pojavljajo večkrat v tvojem delu in so vsakeč pač kot nek element v neki razstavi. Torej pač to delo oziroma ta zaključena zadeva je razstava, recimo. Ja. Ne vem, če bi daš kaj hoče reči, posamezen objekt, a bi zdaj nek ta odrezek, mislim, ta asfaltni te asfaltni kosi, a bi vsak posameznik potem lahko bil podpisan pa prodan. Iz tega vidika govorim. To je zelo dobro vprašanje. Ker niso enkrat ena stvar, ampak se pojavljajo večkrat drugače. In so v bistvu vsakeč nekaj novega. To je zelo dobro vprašanje, ampak boljš, da ne odgovorim, ker nimam dobrega odgovora. Mislim, iskreno, veš, kako je to? Jaz bi rad iz tega naredil eno veliko delo, zaključeno, ampak recimo v Moderni galeriji sem jih imel recimo, če se ne motim, 37 in tako je to. Jaz bi z veseljem naredil, če bi imel priložnost to z vsemi 400 eno delo zaključeno. Super bi bilo še, če to kdo kupa. Kot komplet 400. Ja, recimo. Ena instalacija in to je to. Recimo, to bi, mislim... Ja, jaz bi rekel, da se za zdaj nagibamo, da so to neki tvoji izrazni elementi, ki so ko neka vrsta orodja v tvojem repertoarju. Ni, lahko bi bilo to neko novo delo, da je pač eden delo po svoje, ampak ni v resnici. To je čist fair. Tako kot si rekel. To se mi zdi čist fair pogled, pač sej lahko tudi teoretično cel life delaš, tako da nimaš nobenega dela za prodati. Pa ne vem. Mislim, se ne bi branil, tudi če bi kdo me finančno podprl na trgu. Se lahko kupi samo koncept razstave in je razstava njihova, ampak ko se podneseš ti za drugo razstavo. Tudi to se verjetno da. Ja, ne vem, imam
ogromno del planiranih in mislim, da ni za skrbeti, da ne bi imel česa za razstaviti. No. Drugač, kako si sploh prišel do te razstave? Ja, okay. Ne, ampak umetniški Ne, prostor U10 ima vsako leto razpis in verjetno, da je tudi zdaj aktiven, ne vem pa, kdaj je deadline. Ampak Si se prijavil in dobil. In to tako je, ja. Junij ocenjuješ kot ok termin za tam med razstavo? Ja, mislim, da je ok. Termin je pa ta prostor v neposredni bližini parlamenta, če se ne motim, v Beogradu in tam so bili pač protesti, ne. Tako da, Dobro, protesti ne bojo vsako leto. ampak bili so zdaj eno leto Ja, skozi vemo. in so verjetno Eventualno boljše. jim bo rad ali pa ne bo treba več protestov, upam. No. Ok, jaz sem imela še ene par takih splošnih vprašanj. Recimo, vsi ti projekti so do neke mere lokalni. Tudi zdaj za Srbijo si povedal, da so pač teli nekateri asfaltni izrezki bili iz Ade. In zdaj v bistvu mene zanima, ja, kako se zdaj ta tvoj pristop odnese, pa kako se prevaja, ko ti razstavljaš ali pa boš ali pa bi rad razstavljal v tujini še nekje, kjer mogoče ni to ex-juga. Ne? Recimo, če bi zdaj naprimer ti imel to neko razstavo ali pa možnost predstavitve, ne vem, v Parizu, a bi se ti tega zdaj lokalno temu prilagodil, a bi se nek ta tvoj research teh predmetov ali pa mogoče teh nekih industrijskih obratov v preteklosti na tak način prestavil na lokacijo, kjer bi razstavljal, ali imaš plan ostati v rajonu bivše Jugoslavije, pa potem to zgodbo predstavljati kjerkoli že to pač je? Mene to tematiko neke industrijske dediščine ali pa zgodovine dela ali pa vloge nekih infrastrukturnih projektov v družbi, to lahko raziskujem kjerkoli, a ne? Ravno zato me zanimajo te teme, ker so precej univerzalne, ampak je pa tudi mogoče treba poudariti, da recimo zdaj, ko raziskujem podjetje SCT, ne, to je bilo največje gradbeno podjetje tukaj v regiji, ni to omejeno samo na bivšo Jugoslavijo, ne. Oni so imeli projekte v raznih državah Severne Afrike ali pa recimo v Iraku ali pa v Rusiji, če se ne motim, na Češkem in tako naprej. To me pelje tudi v neke druge regije, no. Ne samo tukaj v Sloveniji, ne. Ni toliko spet lokalno. Ravno zato me to zanima, ne, recimo to podjetje SCT, ker je imelo neko relativno pomembno vlogo v recimo mednarodnih odnosih ali pa, ko rečemo, ne, recimo, ko so pač imeli neke velike infrastrukturne projekte v teh kakor bratskih državah, neuvrščenih, recimo v Alžiriji ali pa Libiji, ali pa zelo zanimiv mi je en projekt, ko so med iraško-iransko vojno na začetku 80-ih so gradili eno zelo tehnološko napredno vojaško letalsko bazo v Iraku, ne. V bistvu več so jih zgradili, ampak ena je pač precej znana in velika, ki je potem bila tudi zelo pomembna za Ameriko ali pa NATO po invaziji Iraka 2003, ne. Je tudi Amerika imela tam ogromno vojaško bazo in so imeli tam McDonald's in KFC in kino in so razni te pevci in igravci in iz tega wrestlinga zvezde so prišli tja, da so kao pozdravili ali podpirali vojake in take stvari. Tako da te stvari me peljajo kar na različne konce sveta, lahko se mi zdi, no. Bi rad, v bistvu si želim to raziskovati bolj v tujini, nadaljevati to, ne. Tako da ja, to imam nekako željo ali pa v planu. Je pa to bistveno težje delati drugje kot v Sloveniji, ne. Pri nas so te stvari, arhivi in tako naprej dosti dostopno. V Iraku je bistveno težje, ne. Ni vse javno, recimo. Obstaja neke pač omejitve glede tega. Kako pa se potem lotevaš teh bolj občutljivih zgodovinskih ali pa političnih vsebin, če se ti sploh zdijo na nek način občutljive, brez da bi, ne vem, tvoj
razpis ali pa tvoja razstava ali pa to, ko nekomu razlagaš, kaj delaš, postalo ful didaktično ali pa moralistično. A ne? A sploh razmišljaš o tem na tak način? Ti obravnavaš zdaj neko obdobje, ki je za nekoga takrat, ko je recimo ali delal tam, ali pa je takrat šlo podjetje v kurac, ko je on tam delal, to je nekomu bil cel life, a ne? Razumem, kaj sprašuješ, ja, v teoriji, ampak recimo SCT je bilo res ogromno podjetje in tudi mislim, da je imelo res ogromno nekih malih podjetnikov, kot pač, da so outsourcali stvari, a ne? Ampak nikoli nisem nečesa tazga zaenkrat začutil. Ravno to vzpostavljam. Jaz ravno recimo raziskujem pogoje dela in tega, ne? Tudi recimo berem neke bolj v arhivih, ne, te bolj specifične, mogoče manj zanimive stvari za neko splošno publiko, ampak čisto praktično, kako je to delalo, kako so, ne vem, zaposlovali, veš, to imaš vse tam neke te dopise ali pa kako so neke te notranje, kako se reče, human resources in take stvari. Sicer tega ne uporabljam v svojem delu, ne, ker se mi ne zdi, da je point tukaj neki posamezniki in tako naprej, pač gre bolj za nek sistem podjetja ali pa neke pač te organizacije ali pa organizacijo ekonomije, a ne prej v prejšnjem sistemu ali pa zdaj v kapitalizmu in kako se pač to razlikuje ali pa pač kako funkcionira ta ekonomska tranzicija bolj oddaleč, no? Ne toliko, da bi se zdaj z nekimi posamezniki ukvarjal. No sej, ne, ker tvoja dela bolj kot o neki individualni izkušnji govorijo o kolektivni, ne, ampak vedno to je v bistvu ta neka kolektivna zavest neke preteklosti, nekaj, kar je bilo in bilo je dobro in potem na neki točki ni več bilo. V bistvu gre tako za nek spomin na pol nostalgičen, v bistvu čustven tudi lahko. Ali sam jaz to tako vidim, ne vem. Ne vem, jaz samo razmišljam, da lahko bi bil kakšen posameznik, ki bi se mu to zdelo, da bi bilo preveč trivialno. Odvisno, kako priješ do dela in kako ga razumeš. Ker po eni strani je lahko problematično, da če ti priješ in nekdo da reprezentacijo tvoje izkušnje in ta reprezentacija v bistvu je ne upošteva te tvoje izkušnje, se lahko počutiš, da se v bistvu tvojo izkušnjo popolnoma pač trivializira, ne, kot neki, se gleda z nekimi, kot se je rekla, ti nostalgičnimi očmi. Ne. Če ni imel nobene take izkušnje, pa mogoče ljudje ne razumejo tega tako. Ja, se jaz nisem... Ampak ne vem... Ne mislim, da bi kdo prišel pa kar neki znoru, ampak ne vem, a veš, ni to zdaj kar ena tema, ni to zdaj, ne vem, nekoga zanima pač, ne vem, neko glupost, kaj naj zdaj rečem, ki ne bo glupost, a veš, pač ja, mene pač nekdo, ki pač, ne vem, fotografira fucking, ne vem, skaterje, pa so fotke skaterjev, pa tako ja, pa smo cool, pa subkultura, pa to, pa hude fotke, pa glej, ko se likovnost odziva na vsebino, bla, bla, bla. Tukaj imamo pa pač nekoga, ki, ne vem, se ni rodil v Jugoslaviji in ga zdaj noro in ga ful obsesivno zanima neko to obdobje prehoda na področju teh podjetij in pač, ne vem, vprašanje nekoga, ki je pa to tam živel, bi bilo recimo, zakaj zdaj tebe to zanima? Zakaj zdaj tebe to zanima in a hočeš, mislim, a veš, zanima me hočeš zato, kaj povedati? Ker se je v pač temu, tako so to poimenovali, ne, pač obdobje, ne vem, tranzicije, ki naj bi se zaključilo 2004 ali kako že, ali ko smo šli v EU, pač uradno. Zanima me zato, ker se je takrat zelo nekako hitro vzpostavil, ne, ta družbeni red, v katerem zdaj živimo. Ogromno ljudi, ki so pač zdaj podjetniki ali pa tako naprej, so takrat začeli svoje stvari, pač podjetja ali pa jih nekako dobili s privatizacijo in tako naprej. In ja, pač to mi zdaj živimo, ne. Ni to nekaj, kar je bilo. No, in jaz to vidim kot kritiko, ne? Kritično pogleduješ na dogajanje in zdajšnje posledice tega. Ja, mislim, sem kritičen do tega zdaj, ampak tudi ni kakor da je prej bilo vse super, ne? Pač ne gledam nostalgično na
Jugoslavijo in to naprej, čeprav se mi zdi zelo zanimiva ideja in nekatere ideje se mi zdi, da so zelo dobre in so še vedno aktualne, ampak mislim, da v teh delih, ki jih dejansko lahko vidite na mojih razstavah, jaz mislim, da ni opazna neka nostalgija ali pa neka sentimentalnost ali pa neka, da bi bilo reduktivno, ne vem. A pa te kdaj skrbi, da bi obiskovalci imeli tak občutek? Skrbi me, da bi razmišljam o tem, ko delam, ko planiram, ko izdelujem dela in se probam temu izogniti, ampak mislim, da meni se zdi, da je bilo zaenkrat to kar uspešno, upam. Mene to hitro tako konzuma, ne vem. Kaj te? Če so moji to problemi. Povej, kaj te? Ja, ne vem, pa če takoj, ko vidim eno tam staro fotko, pa staro razglednico, pa neko staro luč. Ampak ta luč je luč nemške proizvodnje iz tega stoletja. Ja, pa se občutek nostalgije ni racionalen, mislim, ne bazira na neki naraciji ali pa na nekem dejanskem znanju o nečem. Ne. Tak vibe, mogoče, ne vem. Omenil si, da ti je bil všeč ta tekst, ki ga je napisala Valerija. Jaz sem samo imela vprašanje, mogoče kaj zate kot nekoga, ki zdaj je že v različnih institucijah razstavljal, med drugim tudi moderni pa tako. Kaj zate recimo pomeni dober kuratorski tekst ali pa dober tekst, ki je ob tvojem delu, da lepo stoji? Ne? Kaj ti je mogoče pomembno v bistvu? Ne? Zdaj, to jaz bolj tako čisto iz Ferbca sprašujem, ker si tudi jaz zase želim, da bi znala, da bi pač imela več informacij o tem, kako pisati boljše tekste, pa kaj je ljudem pomembno za njihove tekste kot umetnikom, pa zato tudi vprašam. In ko si mi omenil, da pač ti je ta tekst res ok, da ga je Valerija res dobro spisala, me pa sam zanima, če bi mogoče znal elaborirati. Kaj zate pomeni dober tekst? Ali pa mogoče na primeru temu, če bi lahko pojasnil to. Shout out to Valerija. Ja, shout out to Valerija, ja, za odličen tekst. Ja, ne vem, kaj zdaj, če bi tukaj generaliziral, ampak zelo mi je fajn, kadar pisec ne samo, da povzame v bistvu besede avtorja, ne, ko razlaga, ali pa iz njegove kao artist statementa ali pa biografije, ne, ampak da dejansko proba sam razumeti po svoje ta dela in da nekako svojo interpretacijo ali pa svoj pogled predstavil. Meni je to zanimivo. Ampak v tem konkretnem primeru pa mi je bilo zelo fajn, ker je Valerija je tudi v bistvu umetnica, ne, tudi na tej razstavi na začetku leta v Moderni smo razstavljala skupaj in mi je tudi zato fajn, ker ima nek mogoče malo drugačen pogled, še posebej drugačen kot le pri nas, ki so v bistvu vsi kuratorji so študirali večinoma umetnostno zgodovino, ne, ker ni prav posebnega študija kuratorstva, ne, imajo vsi mal tak umetnostno-zgodovinarski pogled. Se mi je zdelo zelo osvežilno, no, pač sodelovati z Valerijo, ki je pač tudi fotografinja, umetnica in tudi piska zelo dobra in tako kreativna. Ne vem. What do you mean umetnostno-zgodovinski tekst? What do you mean? Kot je Gombrich že napisal. Ja, mislim, da to pomeni ravno to, da se mogoče da se bolj sklicujejo pol te pisci na neke vire ali pa kako je že bilo prej napisano in tako naprej, pa si mogoče ne drznejo toliko sami neke svoje interpretacije ali pa nekih svojih idej upeljati, ne. Ker pač to je totalno drug poklic, ne, kuriranje ali pa recimo dobro zdaj kao da piše kurator tekst, ne, lahko bi tudi nekdo drug, ampak to ni isto, kot si umetnostni zgodovinar. To je pač sodobna umetnost, delanje sodobne umetnosti ali pa umetnostna zgodovina ni čist ista praksa, ne. Ja, se strinjam. Zdaj, ko smo glih pri teh izobrazbah, ne, zdaj Linti si v bistvu magistriral iz industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. To mogoče ne ve glih vsak, ne, ampak zdaj kako recimo bi znal oceniti, kako ta tvoja izobrazba iz industrijskega oblikovanja vpliva ali pa ne vpliva na tvoje umetniško delo, če sploh, čeprav Jernej je
izpostavil, da on vidi to povezavo. Ja, meni je se zdelo pač zaradi načina dela in načina postavljanja razstave, da je dost občutek oblikovanja v smislu kot ne razstavljanja, ampak kot produktnega načina, izkušnje. No. Ja, jaz sem tudi že to slišal, ja. So mi tudi že kakšni drugi rekli, da se vidi, da sem to ni slaba reč, oblikovalec. samo pozna se malo drugačen pristop mogoče do prostora in do oblikovanja izkušnje. No. Mislim, do prostora ne vem čist, kaj bi rekel na to temo. Pač res sem imel veliko priložnosti razstavljati v precej zahtevnih prostorih, mogoče ne te zadnje 2 razstave, ampak prej. Zahtevnih v tem smislu, da so pač obratno od White Cube, ne? Da so zelo čudnih oblik in tako naprej. In sem se pač po najboljših močeh probal temu prilagajati. Jaz mislim, da sem bil ponavadi kar zadovoljen na koncu. Ampak mislim, ne vem zdaj, kako se to vidi pri postavljanju ali pa pri konceptu razstav, ampak vsekakor pa mislim, da mi ogromno pomaga pri produkciji teh del, planiranju, pri komunikaciji z raznimi obrtniki in tako naprej. Se mi zdi, da mi je ful v pomoč to, ker pač poznam neke tehnologije, proizvodnje, mislim, mogoče ne tako dobro, ampak sigurno boljš kot nekdo, ki je študiral umetnost. Filozofija je malo drugačna, kako pristopiš do oblikovanja. In to je tisto, se mi zdi, ki tudi mogoče malo drugačen output naredi, drugačen končni produkt. Umetniki imajo, tisti, ki so pač šolani kot umetniki, imajo ponavadi, zato tudi odvisno, iz česa je šolan, ampak se mi zdi, da imajo mogoče drugačen vhod v oblikovanje stvari, tudi ne poznajo teh določenih stvari, ki se jih naučiš na industrijskem oblikovanju, ki so zakonitosti, kako stvari ljudje uporabljamo stvari, kakšne oblike so prijetne, ne samo na pogled, ampak tudi na izkušnjo. Splošno se mi zdi, da pač tam, da so ena znanja na industrijskem oblikovanju, ker se jih ne boš nikoli naučil na kakšni akademiji za slikarstvo ali pa kiparstvo. Saj niso iste stvari prioriteta. No. Ja, ne vem zdaj čisto točno, kako nekdo, ki je šolan umetnik, pristopa, pa tudi to bi naj bilo malo generalizirano. Ja, raznoliko, odvisno od področja. Jaz se res tudi res zavestno se močno izogibam nekim zelo klasičnim umetniškim pristopom, recimo, da bi bila kakšna risba ali pa kakšna moja gesta direktno v končnem proizvodu. Ne. Zelo se izogibam, da bi nekaj direktno naredil z rokami ali pa nekaj narisal na sliko, tako naprej. Vedno probam narediti neko odslikavo iz, ne vem, kot nek odlitek ali pa odtis ali pa da v bistvu do neke stopnje zmanjšam kontrolo, ki jo imam nad delanjem neke sledi. No. Da ni tako, kot če rišeš po praznem listu, ne, ki so vse, nekako imaš vse pod svojo kontrolo. Jaz probam to vedno ustvariti nek sistem ali pa nekako delegirati čim več odločitev neki napravi ali pa nekemu procesu. Ja, pač nekako omejiti svoj input v ta proces. A se ti zdi, da pol je to tudi dvorezni meč in se to pozna pri ambicijah, kako predstaviti določena dela, v smislu, se bom ful banalizirala, ne me ubiti ostali, prosim. Nek umetnik, ne, bo zdaj svojo fotko ali pa sliko dal v nek običen okvir pa steklo, ne, ti pa zdaj kot industrijski oblikovalec z ambicijo, znanjem in s tem connection, s temi obrtniki, boš pa, če zdaj recimo vzamem za primer to razstavo v Moderni, ne, fuknil ful enega keša v produkcijo enega okvirja, pa nekega stekla, pa nekih stojal, pa nekih konstrukcijskih elementov, ker veš, da lahko in ker znaš? No, ne vem, da lahko in ker znam. Ali je to sam, ker si pač dober in ker imaš okus?
No, ne vem zdaj, če bi tako rekel, ampak zelo mi je pomembno, da so stvari narejene točno tako, kot želim. A ne? Zelo mi je pomembno točno, koliko je globok in širok okvir in točno kakšna nijansa barve je, s kakšno barvo je pobarvan in tako naprej. No, ampak to po moje ni odraz tega, da si industrijski oblikovalec. Kaj misliš? To pa težko. A veš, to je sam pač, da si pač natančen, točno Ja. veš, kaj hočeš in it happens, da to, kar hočeš, je pač kompleksno in drago. Ne vem odgovora na to vprašanje, ampak imam pa zelo neko tako fascinacijo nad določenimi industrijskimi izdelki in to pač bodi si pride od tega, da sem oblikovalec ali pa sem zato postal oblikovalec, ne vem. Ampak ja, zelo cenim neke izdelke ali pa tudi prepoznam vrednost nekih stvari, ko jih najdem na, ne vem, Bolšjaku ali karkoli, tudi če so cenene ali karkoli. Se po mojem lahko počasi gremo proti zaključku, ne? Ne, čakaj, mislim, da... Kaj bi še ful rada? Da bi Lin še čaka, da bi nekaj ful dobrega povedal. SCCA pa Afrika. Nisem še dobrega povedal, ja. To vem, da si zelo samokritičen. Ne, ker pač bi si želel, da gre večino tega ven, ne? Sem to sem vedela, da se bo zgodila. Torej, zdaj gremo še na SCCA pa Afriko, ne? Ja, tako. Kot rečeno, in si že prej na začetku omenil, da prva fascinacija in stik z umetnostjo je bila preko fotografije. Ne? In tudi za nekaj časa nekaj tikati stvari, kar se ful sliš. To dela na laž, da ne boš mogla porabiti. Ja, in Jerneja ful zanima, kaj je s to Afriko, ne? Ki sem mu jo seveda nalimala v ta dokument. Ti si bil v Afriki. I don't know what you're talking about. Pač v Afriki, ni kar vsak človek v Afriki. Ja, v Namibiji pa še posebej, ja. Zakaj pa si šel v Namibijo? Po nesreč? Po nesreč, ja. Tu sem na Dunaj, ne. End up in Namibiju. Pa je bilo Windhoek, ne vem, tako se zgodilo. Ja, mislim, ne vem. Ne, to lahko drugič govorimo o tem, ampak to je dolg nazaj. Okay. Za vse, ki jih zanima, ne pošljem. Bergman, Afrika. A lahko ne, pač res to ni... Ej, to je zdaj tvoj life umetnika. Shit boš naredil in si ga naredil, ko bo pol za nazaj bad. Pač sej ni bad ta... Ostal bo na netu, to se zapomnim. Anyway, kaj smo še hoteli se pogovarjati? Veš kaj, ne? Vsako stvar, ko začnem, Lin porine stran, mikrofon, nočem o tem govoriti. Maša, da je najdi kakšno hotela sem pohvaliti tvoj portfolio, ki je na spletu zelo lično narejen. A je to tudi ta odmev oblikovanja mogoče? Zelo lepo, sicer želim si, da bi bil tudi v slovenščini. A res, zakaj pa si to želiš? Ja, ne vem, ker očitno ne znam dovolj dobro angleško, da bi me hital na isti način. Ne vem. Bom naredil tudi v slovenščini. Sej nekateri teksti obstajajo v slovenščini. Pa tudi za potrebe ministrstva mislim, da moraš poslati v slovenskem jeziku. Če imaš SI končnico, mislim, da. Ne, tudi tako, pač ne bodo oni v angleščini. Ja, misliš za SZK, samo zaposlenega v kulturi, za bodočega delavca v kulturi. Ja, to samostojnega kulturnega delavca. Ali karkoli bo ta reč. Ok, ja. Ja, predvsem to je razlog, ja, zakaj bi človek hotel imeti v slovenščini. Se je vse lepo, ne, sam ni veliko razlogov, zakaj bi šel človek delati vse te prevode, razen ta. Ja, mislim, odvisno, kje razstavljaš večinoma. Če razstavljaš večinoma v Sloveniji pol. Ne, ampak pač recimo ni, ne, to je bilo zdaj v Srbiji, ne, pa je bilo pač srbsko, pa angleško, pa sem pa imel en odsek tega, v bistvu ta video sem pol nadaljeval, sem ga razvil naprej, pa sem ga v Parizu na svojem Open Studio dogodku predstavil, pa je tam pol sam en odstavek tega bil uporabljen, tega teksta od Valerije, ki se navezuje na video.
Tako da tisti je tudi v francoščini, pol pa v slovenščini. Povej, kako je bilo v Parizu. Kira rezidenca pa kje? To je Cité International des Arts. To je v Parizu, imajo dve lokacije. Ena je v čisto centru, zraven reke v Mareju, pol imajo pa še eno drugo lokacijo, manjšo v Montmartru. In je zelo zanimiva institucija. Mislim, da je okoli, če ne več kot 350 umetnikov tam in sprejemajo umetnike iz vseh medijev, vizualne umetnike, glasbenike, umetnike iz področja glasbe, tudi skladatelje, iz področja filma, celo arhitekture in nekih performativnih umetnosti, v glavnem iz vseh medijev in iz vseh držav svetovnih. Tako da je zelo raznolik kraj in zelo zanimiv, predvsem za spoznavanje novih ljudi ali pa za neko raziskovalno delo. No. Prav za ateljejsko delo mogoče večina teh ateljejev ni optimalnih, ampak res zelo zanimiva izkušnja in bi jo priporočil vsakmu. Jaz sem bil tam z Zvezo slovenskih društev likovnih umetnikov in z neko podporo majhno od Ministrstva za kulturo. Pa sem pa še malo podaljšal še za september. Koliko časa si bil tam? Pol na koncu je bilo 3 mesece. Osnovno je bilo pa samo slaba 2 meseca, kar se mi je zdelo zelo veliko, preden sem prišel tja, pa sem pa ugotovil, da so vsi drugi tam za bistveno dlje. 3, 4, 6 mesecev. Eni so tudi že več let tam. Kakšen imajo pa model? Oni plačljiva rezidenca ali oni plačajo, dobiš stipend? Ogromno, mislim, da oni sodelujejo z okoli 200 programi, iz mnogih držav. Tako da ne vem, zdaj vsak program ima neko svojo, ampak iz teh bogatejših držav, ali pa tudi Francija ima velik del teh ateljejev, neko ministrstvo za kulturo ali pa za ministrstvo za tujce, ali pa mesto Pariz in tako naprej. Veliko je programov, ki so dosti bolj podprti kot slovenski, da dobiš recimo, da ti pokrijejo stroške ne samo najemnine, ampak tudi poti, pa stroške bivanja, da imaš neko štipendijo. Tega pri nas ni zaenkrat, ampak so pa tudi te tuji programi, nekateri odprti tudi za slovenske umetnike. Tako da. Na iste rezidenčno temo pa pač imajo pol odprte pozive za... Ja, kakšne, pač to je vse na spletni strani, od Citéja. Ampak ja, kakšne te od teh francoskih institucij, francoski inštitut ali pa kakšne take so odprti globalno, ali pa bolj pogosto so za neke specifične regije, recimo za, kaj jaz vem, Severno Afriko ali ne vem, pač za določene regije, ali pa mogoče so bolj nagnjeni k nekimi francosko govorečim državam, ampak programov je ogromno, tako da. Kakšen je pa kaj vibe oziroma space pa tako? Ja, vibe je zelo podoben kot neko študentsko naselje. Ja, vsi so ful odprti za spoznavanje, tako, ker na ključne mimoidoče skozi vsi predstavljajo in tako pogovarjajo. Tako da socialno je res, po moje, dosti unikatna izkušnja to. Prav za delo je pa večina teh študijev tako manjših, pa je bolj primerno za kakšno študijsko slikarstvo ali pa bolj malo nekih prav likovnih umetnosti. Veliko ljudi se odloči bolj nek research na računalniku. Pa kakšni workshopi, pa to, da imaš, mislim, kakšne delavnice imajo? Ja, je veliko workshopov koristnih, ne vem, recimo tudi pomagajo ti, če si želiš v Franciji začeti kariero, ti pomagajo z pravnimi stvarmi, imaš workshope na to temo ali pa kako delati z galerijami, pa take stvari. Ogromno workshopov, ampak... Mislim, so tudi fizičnih delavnic. Če imajo recimo za tiskarne prostor. To je bolj skromno. Za keramiko je neka delavnica, pa za grafiko. Ampak ni tako nekaj posebenega. No. Skušam si malo predstavljati, kako izgleda zadeva, ker omenjaš, da je tako 300 ljudi plus sočasno tam.
Ja, to je več stavb, je tako čisto v centru, ob reki. To je že v bistvu za eno vas ljudi. Samo te ljudi, ki pridejo. Ali pa če rečeš dva študentska doma v Rožni. Ja. Mislim, ni malo, ne? To je kar velika številka. Ja. Ne vem, če je kakšna druga toliko velika rezidenca. Pa verjetno tudi fluktuira, tako da v bistvu niti ne moreš spoznati vseh ljudi. Tako skozi gledaš, po mojem, samo nove obraze. Ja, se mi zdi, da mogoče večino ljudi se bolj zase držijo, pole pa, ne vem, tretjina ljudi, ki jih pa vidiš vsak dan, pa jih spoznaš. Odvisno, zdaj, če si dalj časa tam, moraš tudi se malo osredotočiš na produkcijo, če si pa sam 2 meseca, pa poleti si pa lahko privoščiš malo več socializiranja, pa tako. Sklepanje je potem tudi odvisno od programa, kakšne so zahteve za umetnike, ne? Če se ne motim, so se oni na začetku pohvalili, da ta SITE kot institucija, da oni od nikogar ne zahtevajo nič produkcije. Zdaj, če si pa ti prišel iz nekje druge, pa to tvoj program zahteva, pa če je to drugače. Ampak večinoma ne, vsi, ki sem se z njimi pogovarjal, niso zahtevali prav, da bi človek na koncu oddal nek zelo specifičen, zaključen projekt. No, se to je ful dobro, ker pa ti res da neko možnost za mreženje, pa za raziskovanje, pa delo na nečemu, brez tega prešerja, da nekaj mora biti. Ja, to je res super, ja. In zdaj se že kaj prijavljaš naprej? Druga rezidenca, kakšna? To je zdaj naslednja faza, ja. Bi rad šel malo bolj po svetu, spoznal malo več umetniških scen, ampak bi me tudi zanimalo, da bi se vrnil kaj v Pariz, mi je zelo všeč tam ta njihova scena. Ne vem, kaj bi rekel zdaj za prihodnost. Čakaš, da dobiš rezultate od razpisa? Iskreno, nimam nič zdaj. Ful bi bilo fajn, če bi vam rekel, pridite na mojo razstavo naslednji teden, ampak nimam razstave. Zdaj sem v fazi produkcije novih del in prijavljanja na razne razpise in zdaj v kratkem nimam, mislim, da nič prav zanimivega za pokazati. Mogoče je bilo bolje, da pridem enkrat drugič. Kot napoved na razstavo. Ja, mislim, to je point, ne? Tako, vedno moraš imeti neko knjigo za prodati ali pa neko razstavo. Pride na drug podcast, ko bom imel razstavo, sam na koncu. Živijo, pa Lin tukaj od zadnjič, imam razstavo zdaj. Veš, česa nismo nič omenili, ker sem si jaz to čist nekam na dno spravila. O tem svetem odpadu oziroma sacred waste. Fak, ja, to je ful fajn, ampak ne znam tega prav dobro razložiti zdaj. Nisem se dobro pripravil. To lahko drugič. Ko v bistvu je Sacred Waste Lot je bil naslov razstave Samostojne v dobri vagi. To je bilo lani, ne? In v bistvu, ja, gre prav za ta pojem, torej Sacred Waste, torej kaj sveti odpad, ali kako bi to prevedel, ki ga je razvila ameriška teoretičarka, kako se pravilno izgovori njeno ime? Marita Sturken. Ne vem. Se bo pisalo od spodaj, pa ne tisti, ki zna brati to prim, sami izgovorijo. Kaj je v tej knjigi Tourist of History pač pisala o teh predmetih, ki so kot neki ostanki, ki jih ni mogoče zavreči, ne, ker so nasičeni z nekimi simbolnimi, čustvenimi pa moralnimi pomeni, ampak jih hkrati ni več mogoče uporabiti, ker so pač iz neke preteklosti, kjer to ni več aktualno. Ne. Tako da v bistvu na nek način bi lahko rekli, da tvoji predmeti, ki jih zbiraš za potrebe projektov in razstav in ki smo jih do zdaj lahko videli, spadajo pod to kategorijo na nek način. Ja, absolutno. Točno tako je vse, kar si povedala. Res nimam prav dosti za dodati tukaj. Ne, to se mi zdi zanimivo. To je taka velika spet tema. Ja, nisem poznala prej. To recimo bi bilo po moje smiselno tudi tako. Ja, dober koncept, ja, pa tudi mogoče res gre na tvojo prakso. Ja, meni se zdi, da je to zelo dobro opiše te stvari, ki me zanimajo, ampak ne vem trenutno, kaj bi dodal k temu. Ne? Veš, kaj mene zanima? To je zdaj off topic. Tista oranžna obleka, ki si jo imel v Vagi, pa tudi v Midas, v sklopu ETC razstave. Daj sam povej mi, kaj je ta obleka. Kad to tako zgleda, da bi... Ni to z neke zavese? To, ja, mi imamo tako zaveso v Prekmurju. Vi imate tako, točno tako zaveso. Pač, ali pa zelo podobno. Pač. To bi bilo pa, ali lahko preveriš, če je točno taka. To bi me zelo zanimalo. Ja, to je pol iz enega zanimanja za neko družinsko
zgodovino, v glavnem na vikendu naše družine smo imeli te zavese in ki so meni vedno bile zelo tako nekako markantne, to se mi zdi, ali ne vem, zelo vpadljive in take žive in potem na neki točki jih je bilo treba zamenjati, ker jih enostavno ni bilo dovolj za prekriti okno in sem jih spravil in kasneje sem pač jih za to razstavo v Kranju v bistvu v sodelovanju spet z Valerijo in Tihar sva jih naredila v te kombinezone oziroma kakor tute za pač inspirirane od teh delavskih oblek. V bistvu malo se razlikujejo. Originalna je bila tako kot po modelu kar neke obleke za mehanika, mogoče vojaškega letalstva, če se ne motim. To je vroče tle. Malo sem depleted. Ja, a ćemo pol zaključiti? Lin, hvala. Ja, ok, čak, da se to preberem. Hvala, Lin. Zahvaljujemo se poslušalcem in najlepša hvala tebi, Lin, za obisk in prijeten klepet in oprosti, da je vroče in da smo te toliko maltretirali. Ostale epizode najdete na vseh internet kanalih. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Polajkite epizodo, dejte kaj deliti, dejte kaj od sebe, napište kakšen komentar, ste bili mogoče na kakšni zanimivi razstavi, ste bili mogoče na Linovi razstavi v Beogradu, a tudi vi kaj hordate in imate doma kakšne cool stare fotke ali zavese. Čau. Reče dio. Ja, hvala vama za povabilo in za zanimanje za moje delo in moje zgodbe. Hvala tebi. Do naslednjič. Zdaj pa poreži ven sam tisto, kar bo treba sram vrš, pa tisto objavimo. Ne, tis bo pol ob 50. obletnici. Tisto gre pa samo za naše podpornike, če bo dovolj. Lino se ne zdi nič dovolj dobro in pol mit stavek obupa in je tako v bistvu ne vem. Ne, imam jaz ene stvari, ki so zapovedati. Ampak jih skriva. Pa sem jih povedal nekatere z njih. Sam pa neke druge pa tudi, moj bog. Veš, koliko je še razstav, ker sploh nismo nič govorili, mi po mene zanimajo. 2 razstavi ima, to je dost. Tvoj najljubši hobi? Ne, nimam. Moji hobiji so, se mi zdi, da je to kar pogosto pri teh kreativnih poklicih ali pa še posebej pri umetnosti, da imaš v bistvu, nimaš neke jasne ločnice med hobijem pa med svojim kao profesionalnim delom, ker itak skozi razmišljaš o svoji praksi. A si kupil starodobnika? Avto, ali kaj? Ne. To bi bil lahko hobi. Kaj pa fitness? Ne, mislim, da je to bolj basic life. Ja, to je obvezno, ja. Odbojka? Ne znam. Mislim, je v redu, ampak ne, sovražim. Nogomet? Mislim, dolgo nisem igral, je v redu. Ping-pong? To rabiš imeti ljudi, s katerimi igraš. Badminton je v redu, no. Kaj pa recimo vaterpolo? Si probal? Mislim, da ne. Jaz tudi ne. Sem te v vodi. A imaš Wi-Fi tle mogoče? Kako se imenuje? Embassy of San Marino, verjetno. Ja, pač tebe, imaš ti iPhone, Jernej. Ja. Bi te mogli vprašati. A ja, ne, mogoče pa se nimava med kontakti. Ja, imaš to. Kako da to skenira? Ja, te dam pod kontakt, da me pol najde. Dej, ja, dej. 1, 2, Ubijemo 1, 2. dva. Zdaj jaz moram na WC. To počakamo. Greš bruhat. Kaj bruhat? Ne. A odpremo malo okno. Ne predstavljam si, da imaš za vsako stvar. Te pa ni nič vroče, v puloverju in vse. Termoregulacija. Ja, jaz imam zelo slabo termoregulacijo. Mene je hitro vroče, ali pa mi zelo. Naša skill issue. Skill issue. To si ti prinesel sam. Pa zakaj ima tak von, taka je vaša voda? Kak von? A si lahko grem nov kozarc na točet? Ja. Bežigrad je slabo. A ja, je Šentvid, seveda. Šentviški izvir, poznaš, ne? Kjer poljub? Neki tazve. Poljub. V slovenščini? Ja. Poljub. Neki tazve, mislim, da je. A poljubček, nekaj tako. Mislim, da je tvoje. A ja, poljubček od Roalda Dala.
To je zbirka kratkih zgodb. Takrat, ko sem jaz to brala, mi je bilo dobro. Kje so pa bile to? Je že pozabil. It's fine.